Lepo pozdravljeni v novicah tedna. V Črnomlju se bližajo zaključku naložbe, ki so jo začeli pred 3 leti. Projekt obnove ter oživitve pritličja gradu in mestnega jedra je skoraj končan. Zato so 7. sili v četrtek predstavili, kaj vse so postorili. S projektom Branilci krone in meja so obudili zgodovino gradu in mu dali novo življenje. Je to bila naša želja že tudi vseh Črnomaljcev pred mano, da bi ta grad zaživel, in še bolj sem zadovoljen, da smo našli en del zelo pomembne zgodovine, ki daje zgodovinski pomen temu našemu mestu. Vidimo, kako mogočna zgodba, kako velik projekt in potencialno kako velika zadeva bo to mesto v Črnomlju in tudi širše prineslo. Seveda se oziramo nazaj tudi z zadovoljstvom, hkrati pa že gledamo naprej, kako bomo obogatili te vsebine, kaj se bo tukaj dogajalo. Tukaj je zdaj razstava Branilci krone in meja, ki prikazuje povsem nepoznano poglavje, torej slovenske, kranjske in tudi belokranjske zgodovine skozi oči gospodov črnomaljskih, torej rodbine, ki je tukaj naredila in postavila svoj dom. Pri pripravi dela razstave so si pomagali tudi z novimi tehnologijami, umetno inteligenco. Vidimo 4 portrete Martina Črnomaljskega, Gašperja in Jurija ter Elizabete, ustanoviteljica samostana v Novem mestu. In z njimi lahko obiskovalec govori, torej je neka interakcija, lahko jih vpraša o njihovem času, o njihovi rodbini, o njihovem prostoru. Zanimivo se je tudi sprehoditi po steklom prekritem temelju srednjeveškega stolpa, ki so ga odkrili ob obnovi gradu. Verjamem, da bomo na ta način in s tako zgodovino in s to prezentacijo te zgodovine uspeli privabiti tudi veliko obiskovalcev, ki bodo, verjamem, impresionirani, tako kot sem jaz. Razvojno-informacijski center Bela krajina prevzema upravljanje pritličja gradu. Pri tem projektu so bili njegovi zaposleni zadolženi za pripravo turističnih vsebin in produktov. Doživetja plus delavnice, ki so namenjene mladim otrokom, zaključenim skupinam in pa društvom oziroma tudi družinam. Ne zgolj samo doživetje in ogled tega našega zgodovinskega interpretativnega dela samega gradu, temveč tudi ogled mestnega jedra. Prenovljeno pritličje gradu, skoraj 2 milijona vredno naložbo, v veliki meri podprto s sredstvi Ministrstva za kulturo in Evropske unije, bodo za javnost odprli 3. decembra. Novomeški župan Gregor Macedoni je na letnem zasedanju županskega foruma Organizacije združenih narodov pod geslom Vrh mest za prihodnost v Ženevi zaključil enoletni mandat sopredsedovanja županskemu forumu županjo škotskega Glasgowa in županom nemškega Heidelberga. Županski forum povezuje župane z vsega sveta pri iskanju skupnih rešitev za globalne izzive sodobnih mest. Ko se poslušamo iz različnih koncev sveta, iz različnih celin, ugotavljamo, da so izzivi v posameznih lokalnih skupnosti praktično enaki. Rešujemo probleme na področju energetske varnosti, na področju protipoplavne zaščite, na področju naravnih nesreč. Razprave so se dotaknile tudi podnebnega financiranja, merjenja učinkov trajnostnih politik, stanovanjske politike, urbanega razvoja in odzivanja mest na podnebne spremembe. Predvsem pa lahko z nekim močnim glasom, ko pridemo vsi skupaj, sporočimo vsem ostalim odločevalcem, torej predvsem na ravni vlad, drugih mednarodnih organizacij, da je treba bolj pristopiti intenzivno k reševanju v konkretnih okoljih. Na letošnjem srečanju so sodelovali zastopniki mest in regij iz več kot 85 držav z vseh celin. Novo mesto je bilo znova prepoznano kot prodorna in razvojno usmerjena občina. Prav gotovo je to neko priznanje temu udejstvovanju, tako mojemu osebnemu, kot seveda Mestna občina Novo mesto. Dejstvo je, da neko malo mesto, kot smo mi v nekem globalnem smislu, pride do enega od 3 najvišjih pozicij v nekih mednarodnem združevanju lokalnih skupnosti, je nekaj izjemnega. Ob zaključku foruma so sprejeli skupni dokument in oblikovali priporočila za države članice OZN, s čimer je bila ponovno poudarjena ključna vloga mest pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
V sklopu 20. vrha slovenskega gospodarstva, ki ga je v ponedeljek na Brdu pri Kranju pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, je prvi mož Krke Jože Colarič prejel visoko državno odlikovanje. Zlati red za zasluge. Poglejmo. Visoko državno odlikovanje je predsedniku uprave in generalnemu direktorju Krke podelila predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc-Musar. In sicer za izjemne zasluge pri razvoju slovenskega gospodarstva in farmacevtske industrije ter za družbeno angažirano mecensko dejavnost in prispevek k prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem okolju. Današnji prejemnik visokega državnega odlikovanja Zlatega reda za zasluge, gospod Jože Colarič, je primer človeka, ki pooseblja, v to ne dvomim, teh 8 zavez in nam je lahko vzor. Gospoda Colariča neizmerno spoštujem, cenim najprej kot človeka in drugače tudi kot vrhunskega gospodarstvenika, predvsem pa moralno avtoriteto na tem področju. Jože Colarič je v zahvali poudaril, da priznanje sprejema s hvaležnostjo, ponosom in veliko mero odgovornosti. Zavedam se, da sem prejel to nagrado, za katero se zelo zahvaljujem, to odličje, zahvaljujoč Krki in mojemu delu v Krki. Krko, ki danes zaposluje več kot 13.000 ljudi po vsem svetu, vodi 2 desetletji. Družba je uspešna zaradi tako imenovanega vertikalno integriranega poslovnega modela. Mi smo tisti, ki se odločamo, katera zdravila bomo razvijali. In v tem trenutku naših 800 strokovnjakov razvija več kot 170 novih izdelkov, ki bodo prišli na tržišče v naslednjih letih. V utemeljitvi so poudarili še vlaganje v razvoj, znanje, raziskave in mlade kadre, kjer izstopajo Krkine nagrade. Colarič je v nagovoru še poudaril, da je zaposlene za dobro opravljeno delo treba nagraditi. Primerne plače, seveda regres, že 28 let izplačujemo božičnico in 2-krat na leto, kar je naša posebnost, že 20 let izplačujemo uspešnost. Jože Colarič je v enem najboljših generičnih farmacevtskih podjetij na svetu, sicer zaposlen že več kot 43 let. Ostajamo pri novomeškem farmacevtu, ki je podelil že 55. Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Na slovesnosti je bilo nagrajenih 55 raziskovalcev, med njimi jih je 5 prejelo najvišje priznanje, veliko Krkino nagrado. Zaradi izjemne kakovosti prispelih nalog so prvič podelili tudi 3 Krkine nagrade za izstopajoče raziskovalno delo, ki so jih prejeli 4 študenti. Novomeški farmacevt na ta način že vrsto let spodbuja raziskovalno delo mladih. Sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalnimi ustanovami pa je temelj za izpopolnjevanje znanja. Danes imajo na voljo 2 svetova, tega realnega in virtualnega. In v sinergiji teh 2 svetov mi vidimo še leta, desetletja perspektive za razvojno raziskovalno delo na vseh področjih, zlasti na področju pomembnih za farmacijo. Med prispelimi deli izstopajo številni raziskovalni presežki, ki kažejo na izjemno motivacijo in strokovno zrelost mladih avtorjev. Prejemniki velikih nagrad so svoje delo strokovni javnosti predstavili na simpoziju, ki je potekal pred podelitvijo. Teme nalog so zelo široke in pokrivajo različna raziskovalna področja. Načrtovanja novih zdravilnih učinkovin, njihove sinteze, ukvarjajo se z novimi oblikami farmacevtskih oblik, pa tudi z vrednotenjem teh novih oblik. Skupna strokovna ocena je bila, da imajo mladi vedno bolj drzne ideje. Raziskovalci v svojih delih izkazujejo tudi visoko okoljsko ozaveščenost in poudarjajo pomen trajnostnih rešitev. Kaj pa jim pomeni, da je prav njihovo raziskovalno delo bilo nagrajeno. Za nas starejše mogoče neka priložnost za promocijo svojih raziskav in navsezadnje tudi za promocijo sebe kot raziskovalca. Na akademskem področju si prizadevamo mogoče za malo drugačen tip raziskav, kot je včasih bolj zanimiv za industrijo
In v bistvu pomeni to priznanje res veliko, da smo tudi mi na neki pravi poti. Bila sem vesela pa počaščena, da se je komisija odločila, da je moje doktorsko delo vredno te nagrade. Predvsem je bilo zelo prijetno presenečenje. Svet sklada Krkinih nagrad se je letos prvič odločil, da podeli še 3 nagrade s priznanjem za izstopajoče raziskovalno delo na dodiplomski in magistrski ravni. Vsaka taka nagrada oziroma pohvala ti nekaj pomeni in da zagon za nove dosežke. Da je opažen naš trud in da so nam odprte še naprej različne možnosti za napredovanje in uspeh na naši karierni poti. Letos so podelili 46 Krkinih nagrad in 73 Krkinih priznanj. V 55 letih pa že 3297 Krkinih nagrad. Nagrade in priznanja sta izročila prvi mož Krke Jože Colarič in Aleš Rotar, predsednik sveta sklada Krkinih nagrad. V atriju knjižnice Mirana Jarca so v sredo obeležili 25 let Višje strokovne šole Ekonomske šole Novo mesto. Diplomanti so slavnostno prijeli diplome, 2 izmed njih pa priznanje najdiploma. Ob tem so praznovali tudi 80. obletnico Ekonomske šole Novo mesto. V okviru praznovanja jubileja šole so pripravili več dejavnosti, med njimi tudi razstava z naslovom Utrip Višje strokovne šole, 25 let znanja, ustvarjalnosti in navdiha ter razstava izdelkov tamkajšnjih dijakov. Osrednja prireditev pa je bila včerajšnja podelitev diplom. Veseli me tudi, da imamo letos 49 diplomantov, se pravi v enem letu je 49 naših študentov diplomiralo. Ponosna sem na vsakega posebej, ker so veliko od njih izredno uspešni in tudi to, da recimo še kasneje, ko že zaključijo šolo, najdemo možnosti za sodelovanje še naprej. Priznanje najdiploma programa Medijska produkcija je prejel Domen Zaviršek. No, moja diploma je bila 3D animacija. Odločil sem se zato, ker v tej temi še ne vem dosti in sem se prav naučil vse o tem, da ustvarim neko lepo 3D animacijo za podjetje in sem tudi uspešno ustvaril. Njegovo diplomsko delo je podjetje uporabilo tudi za promocijske namene. Priznanje najdiploma je prejela tudi Sara Šušak iz študijskega programa Ekonomist. Naslov moje diplome je vzpostavitev spletne platforme za potrebe dropshippinga. Naloge sem se lotila preprosto z raziskovanjem teorije in potem tudi samega praktičnega dela, kjer sem tudi sama ustvarila spletno stran in probala s prodajo. Direktorica in ravnateljica Ekonomske šole Novo mesto je v svojem nagovoru diplomantom namenila tudi nekaj spodbudnih besed. Dragi diplomanti, naj vas na nadaljnji poti spremljata pogum in odprtost. Ne bojte se sanjati. Ne bojte se delati napak. Vsaka vas bo naučila nekaj novega. Dogodka se je udeležil tudi podžupan mestne občine Novo mesto Urban Kramer, ki je poleg študentov čestital tudi podporni ekipi. Profesori, mentori, vodstvo šole, pa tudi starši, družine in prijatelji. Hvala vsem in vsakomu posebej. Vaš uspeh je tudi uspeh lokalne skupnosti, v kateri učate svoj krčar. Naše okolje že dolga leta stavi na znanje, izobraževanje in kompetence. Višja strokovna šola Ekonomske šole Novo mesto tako tudi po 25 letih ostaja pomemben del izobraževalnega prostora v regiji. Tudi gimnazija Brežice je pred kratkim praznovala 80. obletnico. Jubilej so obeležili slavnostno prireditvijo, ki se je udeležila tudi predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar. V šolskih klopeh brežiške gimnazije so svoj čas sedeli tudi številni znani Slovenci, nekatere smo ujeli tudi pred kamero. Moram reči, da je bila ta izkušnja srednje šole, kjer smo se spoznavali Posavci, iz Brežiške, Krške, Sevniške občine, da je bilo to eno prijetno obdobje, ki nam je dalo prijatelji, ki jih imamo pravzaprav še danes. Ko prideš v gimnazijo, si malo zgubljen, vsaj prvih par mesecev, potem spoznaš nove sošolce, se z njimi povežeš in vedno ti na koncu težko, ko po 4 letih zapustiš ta prostor. Smeli pa so tudi načrti za prihodnost.
Verjamem, da bo naša šola tudi v prihodnje prostor, kjer bodo mlade oči sijale z znanjem, ustvarjalnostjo in srčnostjo. Prostor, kjer se bodo rojevale ideje, rasle vrednote in krepila vera v boljši svet. Brežiška gimnazija ima bogato in ugledno zgodovino, saj že desetletje izobražuje mlade iz Posavja in jih pripravlja za nadaljnjo življenjsko pot in na vse, tudi najbolj zahtevne študije. Kasneje pa tudi za prevzem pomembnih funkcij tako v Posavju kot širše. V prihodnost pa se je v svojem slavnostnem nagovoru zazrla tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Naj bodo prihodnja desetletja gimnazije Brežice prežeta z iskrivo radovednostjo mladih, modrostjo učiteljev in pogumom. Naj ostane svetilnik znanja, dialoga in dobrega za Brežice, za Slovenijo in za svet. Program ob obeležitvi 80-letnice Brežiške gimnazije so soustvarili nekdanji in sedanji dijanki in dijakinje. Poglejmo še k tistim, ki svojo izobraževalno pot šele začenjajo. Prvi šolski dan je nedvomno nekaj posebnega za vse prvošolce in njihove starše. 106 radovednežem, ki so letos prestopili prag osnovne šole Šentjernej in podružnice v Orehovici, bo v lepem spominu gotovo ostal tudi sprejem v šolsko skupnost. Za novo generacijo prvošolcev so v Šentjernejskem hramu učenosti vnovič pripravili prav poseben in slovesen dogodek. To že poteka od nekdaj. Prvošolci se počasi navajajo na našo šolo, na pravila, ki jih imajo, spoznavajo učitelje, sošolce, druge učence. Zdaj pa je čas, da jih mi slavnostno sprejmemo v širši sistem šolske skupnosti, kjer bodo kot polnopravni člani po svojih močeh dejavno soustvarjali šolski utrip. Debatiramo o različnih zadevah, ki se tičejo šolskega sistema, vrednot, ki jih spodbujamo v šolskem okolju, predvsem pa poskrbimo, da se imajo vsi dobro počutijo v šoli. Spodbudne besede sta prvošolcem ob tej priložnosti namenila tudi ravnateljica šole in tamkajšnji župan. Pravi šolar osnovne šole Šentjernej je prijazen. Prijazen do sošolcev, prijazen do učiteljev, prijazen do vseh ljudi, ki jih sreča na svoji poti. Pravi šolar osnovne šole Šentjernej je tisti, ki rad pomaga, vedno, ko kdo potrebuje pomoč. Naši otroci so naša skupna skrb, ne samo staršev, pa starih staršev, ampak tudi vseh, ki v družbi skrbimo, da bi nekako naša družba skupaj napredovala in tudi harmonično živela. Kot veleva dolgoletna tradicija, so sprejem v šolsko družino zaokrožili slovesno zaprisego prvošolcev. Da se bom pridno učil. 2 meseca sta že za nami, učenci so zelo živahni, radovedni, na šolski sistem so se že prilagodili, nekateri se pa še prilagajajo. Vsi pa so z navdušenjem sprejeli predstavo, v kateri so malčke v vlogi princes presenetile njihove učiteljice. Smo se odločili, da priredimo pravljico Princeska na zrnu graha in smo tudi same želeli biti deležne te prireditve, ker jim to še posebej veliko pomeni. Učiteljska gledališka skupina Hollywood z režiserko Lucijo Kuntarič je tako še enkrat več poskrbela za pravo malo gledališko poslastico. Pozabili pa nismo niti na tiste najmlajše. Po lanskem prvem je v celoti uspel tudi drugi Sončkov praznični dan, ki ga je svojim varovancem znova pričaral kolektiv šmarješkega vrtca Sonček. Nekaj 100 malčkov in staršev se je v spremstvu škrata Vinija takole podalo peš do vrtca Sonček in tamkajšnje šole, kjer so s prisrčnim programom najprej simbolično obeležili 10-letnico izgradnje novega prizidka vrtca. Tako zaposleni kot otroci vrtec doživljamo kot zelo prijetno okolje, kjer imamo vsi priložnost za razvoj, igro, učenje in otroke spodbujamo k temu, da živijo v varnem in spodbudnem okolju, da razvijajo kar se da svoje talente v največji možni meri.
Del vrtčevskega vsakdana sta seveda tudi pesem in ples, s katerimi so malčki navdušili tudi tokrat. Najprej ideja mora zrasteti, ne? Ideje imajo vzgojiteljice, če jih ima kdo, jih imajo one. Cel mesec so planirale, je pa res, da tako udeležba, kot je danes tu, ne, smo zelo presenečeni in veseli. To je pokazatelj enega dobrega sodelovanja med starši, nami, otroci. Ki so jih na to že čakale v pravljični deželi in na gozdni čutni poti v neposredni bližini vrtca pripravljene jesensko obarvane delavnice. Izdelujejo z različnimi materiali, predvsem naravnimi, ružijo koruzo, oblikujejo deklice iz naravnih materialov, izdelujejo inštrumente, deležni so tudi poslikave obraza in pa jesenskega fotografiranja. Otroci so na delavnicah v pečenem kostanju, kokicah in igri vidno uživali. Mene je bilo všeč ustvarjanje. Kaj si pa ustvaril? Malislja. Kaj pa boste za zrni? Kokice. Čudovito, zelo lepo so organizirali in pripravili ves dogodek, tako da fantastično. Otrok navdušen, igrala, pripravili so tudi igre, tako da ja, super. Zelo zabavno in poučno za otroke tudi. Super, zelo lepo organizirano, no. Se vidi, da res delajo srcem. V vrtcu, kjer bodo ob sončkovem prazničnem dnevu zbrane prostovoljne prispevke namenili za prepotreben nakup novih igral, pa so malčke za nameček razveselili še žonglerji ognja. Pred 10 leti so se 4 občine povezale v lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Temenice in Krke, krajše poimenovano Las Stik. Ob jubileju so na Trebanjskem ciku, ki sicer opravlja naloge vodilnega partnerja, gostili slavnostno sejo, na kateri so obudili spomine, izpostavili dosežke in pogledali v prihodnost. Na začetku je bilo precej negotovosti, a hkrati pa velika volja za to, da skupaj uresničimo neke cilje, ki jih do takrat nismo mogli. Ker je bil CIK že tako vedno razvojno naravnan, se nam zdi še toliko bolj pomembno, da lahko imamo pod svojim okriljem še našo lokalno akcijsko skupino STIK, zaradi tega, ker s tem lahko nudimo našemu lokalnemu okolju oziroma tem 4 občinam, ki so v skupino združene, še več. In sem ponosna, da lahko skupaj prispevamo k razvoju podeželja. V minulem programskem obdobju je bilo uspešno zaključenih 5 projektov sodelovanja z ostalimi lokalnimi akcijskimi skupinami. V okviru Las Stik pa je bilo v občinah Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk potrjenih 29 projektov. Zanje je bilo skupaj odobrenih 1,9 milijona evrov evropskih sredstev. Naša Siterjeva hiša, v kateri smo naredili odlično zgodbo za TIC, za društva, ki so najdla prostor v njej, imamo tudi kuhno notri za kmečke žene, tako da je tu ena res uspešna zgodba, ki smo jo s pomočjo Las Stika uspeli uresničiti, ker drugače bilo pa veliko težje. Sem vesel za vse projekte, ki so bili v tem času realizirani. Vsak na svoj način je seveda pripomogel k temu, da se lokalno okolje razvija. Mogoče pomenim Cukrco in pa projekte v hiši Kranjske čebele v Višnji Gori. Ugotavljamo, da je bila občina ali kot vodilni partner ali pa samo kot partner pri skupaj 20 projektih. Težko bi izpostavila enega od njih, ampak na vse smo zelo ponosni, ker so dejansko dvignili eno kvaliteto življenja na podeželju ali so prispevali k ohranitvi naravne ali kulturne dediščine, ali pa sploh navsezadnje na področju infrastrukture. Jaz sem zelo vesel, da od samega začetka sodelujem. Ne bom izpostavljal projektov, ki so tudi za občino Žužemberk zelo pomembni. Vsi projekti, ki so bili realizirani z ekipo Las Stik v vseh 4 občinah, so za ta regijo ogromnega pomena in zelo sem vesel, da smo kompletno 100% tudi počrpali sredstva. In še nekaj številk. Uresničeni projekti so ustvarili 13 novih delovnih mest. Pripravili so 318 delavnic, usposabljanj oziroma izobraževanj, v projekte pa je bilo vključenih skoraj 4200 udeležencev. Razvitih je bilo kar 83 novih produktov.
10-krat starejše pa je planinstvo na drugi strani Gorjancev. V tem letu namreč mineva natanko 100-letje od začetka organiziranega planinarjenja v Beli krajini. Pred 100 leti je bila namreč ustanovljena Belokranjska podružnica Slovenskega planinskega društva. Vsa 3 zdajšnja društva dežele Belih Brez so se tako povezala v organizaciji slovesnega obeležja, na katerem so ob jubileju podelili tudi priznanja in zahvale. Beseda, ki najbolje opiše minulo stoletje, pa je sodelovanje. To je se dogajalo vse pred nami, dejansko vidi, kako so že takrat sodelovali skupaj, kajti kočo so gradili že takrat tudi Hrvati, vsi Belokranjci in Hrvati. In zdaj mi poskušamo to tudi krepko nadaljevati. Sicer nikoli ni bilo nekega spotikanja, vendar smo se odločili, da gremo res korak naprej in da delamo skupaj vse, kar se le da in pomagamo vsakemu, kadarkoli kdo more. Planinci belokranjskih društev lepo sodelujemo s Črnomelj, kako tudi z Metliko, organiziramo skupne pohode, organiziramo skupne delovne akcije markacistov in skupne čistilne akcije za dan zemlje. Ob okrogli obletnici so izvedli kar nekaj skupnih pohodov, zadnjega včeraj na Kras. 100 let je zelo velika, lepa doba v belokranjskem kraju. Tudi v začetku same organizacije je bila moja tiha ideja, da bo kot naš zadnji pohod, ko gremo na Kras, da gre 100 ljudi na pohod, 100 planink in planincov iz naše Bele krajine. Kar jim je včeraj uspelo, nadejajo pa se že naslednjih prijetnih druženj v idilični neokrnjeni naravi. Ostajamo pri aktivnem preživljanju prostega časa. Lions Club Novo mesto je pripravil že tradicionalni dobrodelni pohod, kjer so ljudje dobre volje ponovno obhodili del Trške gore, si tako nabrali moči pred zimo, se družili ter s prispevki in donacijami omogočili lažji in prijetnejši vsakdan invalidom, prizadetim in socialno ogroženim ter nadarjenim dijakom. To je bil že 13. dobrodelni pohod, ki ga je tokrat bo spremljalo tudi sončno jesensko vreme. Skupaj se ga je udeležilo več kot 100 ljudi. Namen letos je zbirati dobrodelna sredstva za dijake socialno ogroženih družin in pa za nadarjene dijake, ki jim pač situacija ne omogoča, da izvajajo svoj izobraževalni program tako, kot bi ga želeli. Drugi cilj je pa donirati tudi pomoč osnovni šoli Dragotin Kete. To je naš osrednji humanitarni dogodek Lions Kluba Novo mesto. Vedno lepo obiskan, temu primerno se naredi tudi vreme in tudi danes računam, da bomo uspešno tako v druženju kot tudi v humanitarni dan. Ob tej priložnosti so predali tudi električno vozilo za izvedbo projekta Donirana hrana. Starejši kombi, s katerim se je ta projekt dogajal do zdaj, je pač že dotrajen, zato smo v bistvu na lanskem pohodu zbrali sredstva in letos kupili novo vozilo, ki ga bomo predali mestni občini Novo mesto. Prejšnjega uporabljamo od začetka projekta Donirana hrana, začel se kvariti, bil je nezanesljiv in seveda z novim, tudi okolju prijaznim vozilom, pa seveda tudi veliko večjim, smo več kot zadovoljni, da ga dobivamo. Ja. V skupno 7 sodelujočih občinah so tako od leta 2016 razdelili skoraj 42.000 paketov oziroma več kot 550 ton hrane. Jutri je zadnja oktobrska nedelja, kar pomeni tudi, da se bodo urni kazalci ob 3. uri premaknili za 1 uro nazaj. V nedeljo bomo tako pridobili 1 uro spanca več, česar se bo verjetno marsikdo razveselil. Prijeten konec tedna želimo in srečno!